Potrebujete telefon ali tablico, poljubno ozadje, ki ga pritrdite z lepilnim trakom, stojalo, lahko tudi improvizirano, poleg tega boste potrebovali še namizno svetilko in poljuben predmet, ki ga boste animirali. Na pametni telefon ali tablico si naložite brezplačno aplikacijo Stop Motion Studio. S pritiskom na ikono plus ustvarite nov film. Pritisnite dovolj, da bo aplikacija lahko zajemala fotografije s kamero iz vaše naprave. Pod ikono plus je izbor plačljivih možnosti, kot so dodajanje slik, naslovov, posnetkov ali dokumentov. Pod ikono zobato kolo izberete osnovne nastavitve. Pod ikono tempomata nastavite, s kakšno hitrostjo se bo predvajal vaš film. Za animiranje običajno velja 24 sličic na sekundo. Za začetek pa lahko poskusite z 12 sličicami na sekundo. Pod ikono trikotnika izberete način prehoda med posnetki z odtemnitvijo in zatemnitvijo. Pod tretjo ikono izberete format slike. Zaradi kompozicije je bolje, da le tega kasneje ne spreminjamo. Najpogostejši filmski format je HD 16:9. Pod četrto ikono so različne možnosti ozadja, ki so večinoma plačljive. Pod peto ikono izberete barvni filter. Razen črno-belega so vsi plačljivi. Pod ikono 4K nastavite kvaliteto videa, kjer med brezplačnimi lahko izberete SD ali HD. Slednji je bolj kakovosten, a tudi večji. Pod zadnjo ikono pa nastavite, na kakšen način želite, da se predvajajo posnetki med snemanjem. Nastavitve potrdite s pritiskom na gumb Done. Ko ste izbrali osnovne nastavitve, lahko začnete z animiranjem. Slikate s pritiskom na rdeči gumb. Spodaj vam beleži, koliko sličic ste že posneli. V levem delu zaslona je zelo uporabna nastavitev, ki vam bo v pomoč pri snemanju. Če piko pomaknete proti sredini navpične črte, boste videli, za koliko ste premaknili vaš lik. Pod to črto je ikona mreže. Izberete in odstranite jo s pritiskom. Mreža vam je v pomoč pri kompoziciji slike. Posnetek lahko pregledujete s pritiskom na gumb Play pod rdečim gumbom. Za urejanje in ogled ustvarjenih posnetkov pritisnite levo puščico nad rdečim gumbom. Če želite izbrisati posamezno sličico, pritisnite nanjo in v meniju izberite ikono smetnjak. Če želite izbrisati več sličic hkrati, pritisnite na prvo med njimi. Izberite ikono Select in podrsajte po preostalih želenih sličicah, da se obarvajo modro. Še enkrat pritisnite na eno od izbranih slik in pritisnite Delete. Enega ali več posnetkov lahko tudi izrežete iz videa, ga kopirate in prenesete na poljubno mesto. To naredite z gumbom Copy-Paste. Če želite vriniti sliko med že posnete sličice, pritisnite sličico, med katero želite vriniti posnetek, in izberite ikono Insert Camera. Če želite vrniti kamero na konec, pritisnite na kamero in izberite Send Camera to End. Lahko zadržite tudi trajanje posamezne sličice, tako da pritisnete nanjo in izberete pavzo. Izbrana številka pomeni, za koliko sličic boste zadržali izbrano sliko.
Ostale nastavitve v brezplačni verziji programa niso na voljo. Na koncu lahko v svoji animaciji dodate še zvok. V oknu za urejanje posnetka se pomaknete na prvo sličico, kjer želite, da se zvok začne. Zdaj v levem delu zaslona pritisnite gumb za mikrofon. Pritisnite Record in po odštevanju sinhrono z videom posnemite zvok. Zvočni posnetek lahko tudi izbrišete. Pritisnite na sličico z ikono enote, izberite ikono Audio v meniju in izberite Delete. Vrnete se v osnovni meni, desno zgoraj pritisnete Select in nato izberete posnetek, ki ga želite shraniti. Pritisnite ikono za deljenje. Če želite posnete sličice izvoziti kot video v MP4 obliki, izberite Export Movie. Pritisnite Save As. Poimenujte svoj video in pritisnite Shrani. V Stop Motion Studiu lahko ustvarite tudi sekvenčno animacijo. Pritisnite ikono ure nad rdečim gumbom za slikanje, na časovnici izberite, na koliko sekund želite, da bo kamera samodejno zajemala posnetke. Kamero postavite na določeno mesto. Ko želite zaustaviti snemanje, še enkrat pritisnite rdeči gumb. Posnetku lahko dodate zvok in ga shranite.